Otroci so zdaj tisti, ki se upirajo grožnji radikalnega islama. In ja, prav ste slišali, otroci. Zakaj morajo to grožnjo razumeti mladi, medtem ko starejši tega ne morejo dojeti, je nekaj, kar bomo morali še ugotoviti. Ampak ta otrok je postal izjemno priljubljen, ker so ga peljali na šolski izlet in je zavrnil, da bi pokleknil. To je neverjeten posnetek, pravkar si ga bomo ogledali. Najprej pa dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K, vaša gostiteljica. Če imate občutek, da je Zahod napaden in želite odgovoriti, potem dobrodošli. Našli ste svoje ljudi. Zato kliknite gumb za naročanje in podprite ta video ter naredite vse, kar je treba. Iskreno, ta posnetek je res neverjeten in mi daje upanje za našo prihodnost. Poglobimo se vanj. V redu, torej so Beaver Scouts odpeljali na izlet v Stirling Mosque. Zakaj so otroke peljali tja? To je dobro vprašanje, ampak poglejte, kaj naredi ta mali deček. Vidite, ta mali otrok tega ne naredi, noče, ker to ni njegova vera in čuti, da tega ne bi smel storiti. In postal je pravi spletni hit. Mislim, samo ta video ima en vejica 7 milijona ogledov, ampak jaz sem to videla povsod po svojem viru, ker so ljudje navdušeni nad otrokom, ki tako dobro razume svoje vrednote, da reče, to ni prav, jaz v to ne verjamem. Zdaj se ne bom priklonila. Ampak zanimivo je, da to ni edini otrok. Medtem ko je on deležen ogromno pozornosti, sem našla ogromno posnetkov majhnih otrok, ki pravijo, da je dovolj tam, kjer odrasli nočejo ravnati kot odrasli. Mi bomo. In jaz, na primer, to naravnost obožujem, ker ti otroci so naša prihodnost. In če jih lahko naučimo potrebnega domoljubja, potem je morda še nekaj upanja za nas. Resnično vam ne morem povedati, kako zelo imam rada te videoposnetke. V šolah nas silijo, da se učimo o islamu in o ljudeh, ki prihajajo k nam. Tega se nočem učiti. Želim se učiti o svoji kulturi, svojih prepričanjih in ponosen sem, da sem Anglež. Šole nas silijo, da se učimo o drugih kulturah. Jaz pa tega nočem. Želim se učiti o svoji kulturi. In vsi se moramo vprašati, zakaj za vraga šole vsiljujejo te ideologije otrokom. To je problem samo po sebi, ker vam obljubim, res vam obljubim, da islamske šole tam zunaj ne vsiljujejo angleških vrednot svojim otrokom. Ampak bomo to pogledali čez trenutek. So vas učili o listini pravic? Ne. Ste se učili o bitki pri Agincourtu? Ne. V šoli so nas učili, veste, o islamu, o preroku Mohamedu in vseh njihovih ideologijah. Komaj, da so sploh omenili krščanstvo. So ti povedali, da je bil vojskovodja, ki je brutalno ubijal? Tega ne bi nikoli povedali. In ko sem poskušal vstati in to povedati nekaterim, sem imel zaradi tega težave. Začasno so me izključili iz šole, ker naj bi bil rasist. Pa nisem bil. Samo poskušal sem, veš, sprašuješ o njem. Sem bedak. To ideologijo postavljam pod vprašaj. To ni prava ideja. Poskušajo mi vzeti svobodo govora v šoli. Poskušajo utišati ljudi, mene suspendirati, ker sem poskušal vstati in razpravljati o islamu, o njegovih slabostih. Zato zdaj rečem samo, islam je miroljubna vera. Ampak če pogledaš v njihovo knjigo, boš ugotovil, da ni tako. Mimogrede, ta fant je neverjetno zgovoren in sem zelo navdušena. Pohvale njegovim staršem. Ampak pomisli na to. Pomisli na dejstvo, da ne le, da v šolah širijo ideologije, morda celo tvojim otrokom, pa za to sploh ne veš, ampak otroci razumejo, da ne smejo ničesar reči. Ne morejo se braniti pred tem. In če si majhen otrok, ki se že uči, da te bo veliki sistem utišal, če boš poskušal nasprotovati nečemu, za kar misliš, da je narobe, pomisli, kakšnega odraslega to ustvari. Kako globoko to prodre v psiho majhnega otroka. In prav zaradi staršev tega otroka in pripravljena sem staviti svoje življenje na to, so ga naučili, da so te vrednote problematične in da mora znati spregovoriti, ter da ima njihovo podporo, da lahko pove svoje mnenje. To je delo, ki ga morajo starši opravljati s svojimi otroki, če so otroci potiskani v to, da verjamejo tem ideologijam, kaj ne? Spomnim vas, da islamisti sploh ne popuščajo. In imamo še več posnetkov otrok, ki se temu upirajo, kar mi je spet zelo všeč. Dejstvo, da se to sploh mora dogajati, je noro, ampak mi je všeč, ker mi daje toliko upanja. Ampak najprej nekaj besed o našem sponzorju, preden to pregledamo. Vem, da ste opazili, da je moja koža videti čudovito. In iskreno nisem oseba, ki bi imela rutino. Imam samo majhno skrivnost. Začela sem uporabljati OneSkin OS1 v svoji vsakodnevni rutini in s časoma je moja koža resnično videti bolj gladka in bolj zdrava.
In vi to opažate. Kar naredi OneSkin drugačen, je to, da je zasnovan tako, da cilja na tiste zombi celice, starajoče se kožne celice, ki prenehajo pravilno delovati in prispevajo k drobnim linijam ter pusti koži. Ne da bi jaz postajala stara, rezultati so podprti 4 strokovno pregledanimi kliničnimi študijami, več kot 10.000 5-zvezdičnimi ocenami, Bloomberg pa jih je celo prepoznal kot vodilne na področju dolgoživosti kože. In zelo sem vesela, da sem moj sponzor. Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti, je peptid OS01 podjetja OneSkin dokazano usmerjen v vidne znake staranja, kar vam pomaga doseči najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Za omejen čas preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MEIRA na oneskin.co/MEIRA. To je 15% popusta na oneskin.co s kodo MEIRA. Po nakupu vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih. Zato prosim, podprite oddajo in jim povejte, da sem vas jaz poslala. Da, prosim, podprite oddajo, ker cenimo prav vsakega našega sponzorja. In moram reči, da je moja koža videti kar dobro. Ampak koga sploh briga koža, ko pa moramo gledati, kako indoktrinirajo otroke? Vidite, kar je pri tem zanimivo, je to, da so islamisti razumeli, kako pomembno je indoktrinirati otroke. In to je posnetek moškega, ki živi na Japonskem. Prav poslušajmo, kaj ima za povedati. To je pakistanski starš. Torej, lahko vsakdo hodi v japonsko šolo? Hodi v to šolo. Da, hodi. Naš sin je islamski učitelj. V vrtcu in šoli imamo noč čarovnic in Setsubun. Mi kot muslimani v vrtcu ali šoli ne praznujemo božiča, noči čarovnic, Setsubuna in drugih takšnih praznikov. Na te dni ostanemo doma. V islamu ni daril, zato si želim darila. To si želim. To si želim. Želim si nov Mac. Ne bom tega naredila. Sploh ne bom naredila. V redu, kar je zanimivo pri tem videu je, da tukaj pravi: moji otroci so muslimani, ne dovolim jim praznovanja japonskih festivalov in pravi, da tisti dan ne gredo v šolo. V Japoniji ni islama. Japonska mora postati bolj multikulturna, kaj ne? Torej, pihajo v druge družbe in pravijo: vi morate podpirati naše ideologije, mi pa pod nobenim pogojem ne dovolimo, da bi vaše ideologije vplivale na naše otroke. Tukaj smo, da prevzamemo. Menimo, da mora biti Japonska bolj multikulturna. Zdaj si lahko ogledate naše videoposnetke o Japonski, ker jim odlično uspeva ustaviti islamistični prevzem. Ampak pomislite na to in na primerjavo, kaj ne? Med tem videoposnetkom tega malega škotskega otroka, ki ga peljejo v mošejo, da praznuje to ideologijo in ki vstane ter razume, da je nekaj narobe, in tem videoposnetkom, kjer moški reče: nikoli ne bi dovolil svojim otrokom, da praznujejo japonsko kulturo. To bi bilo grozno, to bi bilo nevarno. In to je pojav, ki traja že leta, prav? To ni nič novega, ni nekaj presenetljivega. To je iz leta 2018, ko so danski otroci v šoli prejemali lekcije o islamu. Leta 2018, veš, kako dolgo to že počnejo? Kako dolgo že poskušajo vstopiti v naše kulture in nam vzeti otroke? Kaj ne? Torej, tam je en majhen otrok, ki jih uči in vsi se učijo priklanjati in moliti. Zdaj, spet moram reči, da sem popolnoma za to, da se otroci učijo o različnih kulturah. Mislim, da je to odlična stvar za otroke. Spomnim se, da sem kot otrok spoznavala afriške, kitajske in tajske kulture ter celo dobila priložnost, da jih obiščem. In se tega kot otrok dobro spominjam. Biti navdušena nad različnimi vrstami ljudi in spoznati, da obstajajo tudi drugi ljudje, je za otroke res nekaj dobrega. Vendar pa je vprašanje, zakaj jim to vsiljujejo namesto njihovih lastnih vrednot. Vedno sem vedela, kakšne so moje vrednote, iz kakšne družbe prihajam, v kaj verjamem, in bila sem navdušena, ko sem izvedela, da obstajajo tudi drugi ljudje, ki so takšni. Nihče mi ni rekel, da so drugi ljudje boljši od mene in da bom v težavah, če si drznem karkoli reči o drugih ljudeh, ter da ne smem govoriti o svojih vrednotah in jih celo ne smem praznovati. To ni bila ideologija, ki so mi jo vsiljevali. Ampak to se dogaja na teh šolah, kaj ne? Mislim, to se ne dogaja samo v šolah. To se dogaja tudi pri tabornikih, kaj ne? V različnih, v obšolskih dejavnostih, v malih družabnih klubih. Tudi tam otrokom vsiljujejo te ideologije. Pravite, Allah, to pomeni, da bi to prevedel. Ja, bom to prevedel. Allah je velik, Allahu Akbar. Mislim, to bi te res moralo motiti, ker Allahu Akbar pomeni, da je Bog velik, ampak to je tudi tisto, kar uporabljajo, ko izvajajo teroristična dejanja, kaj ne?
Torej, kar učiš te male otroke je, da so v šoli. Allahu Akbar, samo izrečeš ta stavek. Ne da bi razumel, da če si v javnosti in slišiš, da nekdo zakriči Allahu Akbar, si verjetno v velikih težavah. Tukaj to prikazujejo kot nekaj pozitivnega. Poglejmo vsi skupaj to čudovito stvar. A vendar so spet otroci tisti, ki se temu upirajo. Poglejte tega čudovitega otroka. Pozdravljeni, dobrodošli na šolskem odboru Wiley ISD. Moje ime je Leland Saunders. Želim govoriti o resničnem zlu islama. In zakaj ne bi smel podreti v Teksas ali Združene države nasploh? Krščanstvo je postalo najbolj razširjena religija v 15. do 17. stoletju. To se je zgodilo zaradi sprememb zakonov, širjenja evangelija in povečanja priljubljenosti. Islam danes poskuša narediti isto, vendar smrtonosno silo. Eden izmed številnih primerov so usmrtitve v Libiji leta 2015. Islamska država je objavila video, na katerem je prikazano obglavljanje 21 krščanskih migrantov, ki so jih razglasili za nevernike. In islam bo naredil popolnoma isto nevernikom v tej državi. Božji državi, če smo natančni. Ali razumeš, da imaš majhnega otroka? Koliko je star? Tudi če je star 15 let, imaš majhnega otroka. Pravzaprav ne. Star mora biti okoli 11 ali 12 let in razume grožnjo, s katero se soočamo. Zdaj se temu smejim, ker sem tako ponosna na njegovo pogum, ampak hkrati me tudi resnično boli srce, ker 11-letni otrok nosi to breme. Teža dejstva, da islam želi usmrtiti nevernike, in ti ljudje prihajajo v njegovo šolo. Za tiste, ki ne poznajo zgodbe, so v šoli Wiley East v Teksasu skupine povezane z muslimansko bratovščino med kosilom postavile stolnico za davo in učencem delile Korane, hidžabe in brošure o šeriatskem pravu. Starši so napolnili 3 seje sveta šole, kjer so zahtevali rešitve in odgovore. Kaj ne? In ta pogumni 12-letni deček iz Palmasvilla je ukradel vso pozornost. Star je 12 let in to je tisto, kar je rekel. Ne morem verjeti, da majhen otrok to razume, ampak hkrati je to srce parajoče, ker pomeni, da starši in odrasli ne ukrepajo. Dovolj dobro bi morali opraviti svoje delo, da bi zahtevali odgovore in ustavili to infiltracijo. Če mora biti 12-letnik zaskrbljen, da bo nekega dne usmrčen, ker je nevernik? Ne vsi. Že v Dearbornu v Michiganu se lahko sliši zvočnike, ki predvajajo muslimanski klic k molitvi. Klic k molitvi se zgodi 5-krat na dan. Zakaj morajo prebivalci Dearborna, mesta v Združenih državah Amerike, 5-krat na dan poslušati ideologijo, ki bi jih ubila, če tudi sami ne bi molili lažnega boga, ki škoduje ženskam, kot je moja mama, in dekletom, kot je moja sestra? Ali razumete, da ta fant, ta mali deček, razume nevarnosti islama? On to razume. To je sijajna in čudovita vzgoja. Vidite, ta otrok se je tega naučil doma. On ni napisal tega govora, njegov starš je to napisal. In več kot bodo ljudje sposobni povedati svojim otrokom in jim razložiti, s čim se soočamo, bolj bodo ti otroci imeli naravno odpornost, ko bodo odraščali. Da razumejo, da imajo nekaj, kar je vredno braniti, nekaj, za kar se je vredno boriti. Ampak dogaja se ravno nasprotno. Starši v resnici ne povedo ničesar. Bojijo se, da bi bili označeni za rasiste. V resnici se ne upirajo. Niso prepričani, kako naj to storijo. In potem otroci vidijo ta oklevanje in se iz tega učijo. Vsak posamezen otrok, ki je vstal, tisti otrok v šoli, tisti otrok na protestu, ta otrok pred skupino predstavnikov, so se doma naučili, da morajo braniti svoje vrednote. In to je resnično čudovito. Zaključili bomo ta video. Medtem ko šole ISD dovoljujejo, da te iste ideje slišijo otroci kot sem jaz, stala sem že za tem odrom in nagovorila odbor glede vaših groznih dejanj, ko ste dopustili prisotnost islamske organizacije. Zakaj islam? V vaši jedilnici. Medtem ko so učencem delili hidžabe, Korane in brošure o šeriatskem pravu, ne da bi vi to vedeli. Odbor sem vprašala o tem in kako se bo to v prihodnosti obravnavalo in spremenilo. Skoraj ničesar niste ukrenili. Hvala za vaš čas in samo to sem želela povedati. Torej, ta otrok se dobesedno postavi po robu ljudem, ki se pretvarjajo, da nekaj počnejo, a v resnici ne. In to je tisto, za kar si prizadevamo. Otroci se upirajo in to počnejo zato, ker se upirajo tudi odrasli, te stvari se učijo doma. In zato tudi druge ljudi kličejo k odgovornosti in jaz osebno to praznujem. Srce parajoče je, da se morajo otroci sploh ukvarjati s tem, ampak to je naša realnost. Vsi moramo odrasti in vsi se moramo upirati in ta video mi je zelo všeč. Hvala za vašo pozornost glede te teme.